Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. 22. junija občina Idrija praznuje občinski praznik. Ob tej priložnosti smo v studio povabili župana Tomaža Venclja, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobrodošli. Lep pozdrav. Gospod župan, praznik občine je priložnost za pregled aktualnih razmer. V kakšni kondiciji na področju investicij je trenutno občina Idrija? Ja, nekaj investicij se izvaja, kar precej je planiranih. Imamo še možnost zadolževanja v prihodnjih letih, se pa bojim, da bo predvsem problem na strani pridobivanja izvajalcev, ker pri vseh, bomo rekli, razpisih imamo kar nekaj težav s tem. Ob običajnih investicijah pa smo v tem letu soočeni še z odpravo posledic lanskoletnega neurja. Ja, to je tudi eden izmed vzrokov, zakaj je malo manj, bomo rekli, tistih, ki bi bili pripravljeni delati pri teh rednih investicijah, kajti kar veliko izvajalcev gradbenih je v letošnjem letu zasedenih tudi z temi sanacijami po poplavah. Vaša občina je iz državnega proračuna za odpravo posledic tega neurja dobila, mislim, da 1,7 milijona in še tako pol milijona za operativne stroške. Je to dovolj? Ja, zavedati se moramo, da tistih 1,700,000 je v bistvu tistih 40% škode, ki je nastalo ob lanskih poplavah, tako da, ja, praktično so začeti vsi projekti sanacijski, ki so bili prijavljeni v tem prvem sklopu, kar precej jih je že zaključenih, nekaj jih je v zaključni fazi, čakamo pa še na začetek pri nekaterih, ker letošnje vreme ne gre ravno na roko tistim, ki imajo gradbena dela v strugah in obvodi. Največje plazišče v Idriji je skoraj končano. Ja, največje plazišče v Idriji v Bazoviški ulici oziroma med Bazoviško in Gerilčevo ulico je praktično zaključeno. Bomo rekli še tisto olepševalni del, sanacija, dovozne poti in podobne, bomo rekli, malenkosti pri celi stvari in zadeva bo končana. Jaz mislim, da zelo lepo in tudi kakovostno. Kaj se bo zgodilo, če ne boste ostalih projektov končali do roka? Ja, problem imamo s tem, da letos tudi samih projektov nismo začeli začetek leta, zaradi tega, ker smo se kar veliko ukvarjali s temi projekti, se pravi sanacijskimi. Nekaj razpisov je že bilo narejenih, nekaj jih je pač tudi ta čas zdaj prav v fazi razpisa, se pravi, da se zbira, nekako čakamo na prijave, nekaj jih bo pa še do konca junija in začetku julija razpisov šlo, bi rekel, v objavo in bomo poskušali pač večino stvari, ki so bile planirane v tem letu, tudi izvesti. Na področju odprave škode, v primeru, da občina ne bo izvedla sanacije, lahko izgubi denar? Ja, lahko, ampak tam je najmanj bojazni v tem trenutku, zaradi tega, ker ti projekti res v bistvu potekajo že od marca, tako da večina njih je že praktično v zaključni fazi, kot sem že dejal. Temelj vseh investicij v občini je načrt razvojnih programov, to je integralni del proračuna. V lanskem letu je bil planiran na 5,4 milijona evrov vrednost teh investicij, realizacija pa je bila na 3,5 milijona. Zakaj prihaja do teh razlik? Ja, več faktorjev je. En je izvajalci, drug faktor je pa tudi to, da v sami občinski upravi imamo trenutno kar, bom rekel, precejšen kadrovski problem. 2 sodelavca na investicijah sta šla v pokoj in nimamo urbanista. Nujno potrebujemo tudi pravnika, na tem mestu povem, da naj ljudje pogledajo, imamo vojne razpise za ta prosta delovna mesta, tako da upam, da kmalu popolnimo, bomo rekli, občinsko upravo, da bomo operativni tako, kakor moramo biti. Trenutno je pa res veliko naporov strani zaposlenih, da v bistvu, bom rekel, flikajo luknje tistih, ki jih ni več pri nas.
Ob tem, da imate letošnji načrt razvojnih programov, pravzaprav dvojni, 11 milijonov imate v tem delu. Ja, kar v bistvu se že kar zdaj ve, da določenih stvari se letos nikakor ne bomo lotevali. Tako da, ja, en del bo porabljen, en del pa tudi ne. Predvsem, kar tukaj govorim, je nekaj bilo v planu že okrog športnih objektov, kar se tiče modre dvorane, športnega centra, stadiona. Pri modri dvorani zdaj čakamo na rezultate razpisa za soinvestiranje strani Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem. Sicer smo bolj pesimisti, da bomo kaj dobili, zaradi tega, ker imajo prednosti pri razpisu zopet Triglavski narodni park, obmejna problemska območja in tako naprej. Ampak vsekakor, če ne dobimo sredstev v prihodnjem letu, bo treba v ta oreh, ga bo treba streti in iti v sanacijo, če ne drugega, modre dvorane, ker je osrednji, bomo rekli, pokriti športni objekt v občini in ga je nujno potrebno posodobiti oziroma sanirati. Več kot 30 let ni bilo v njega vloženega kaj posebnega sredstev. Iz proračuna sem si izpisal nekaj večjih zneskov, pa če jih, bi rekel, tako pokomentirava. Občina načrtuje 115 000 evrov za nakup poslovnih prostorov na Preločevi ulici. Komu bodo namenjeni? Tukaj gremo predvsem v smeri, da odkupimo v tej fazi prvo nadstropje nekdanjega objekta Gostilne Nebesa, kjer bomo, kamor bi potem fazno preselili Zavod za turizem, se pravi, da bi bilo vse na enem mestu. S tem se nam bodo sprostili prostori v prostorih Mestnega trga 2, kamor bomo pa preselili del občinske uprave, predvsem finance, ki trenutno delajo praktično v popolnoma neprimernih razmerah na podstrešju občinske stavbe. 213 000 evrov namenjate za opremo gasilcev, to najbrž ni. To je vsakoletna zadeva in še več kot 213 000 evrov. Če pogledamo vse postavke, so tukaj še sredstvo za sanacije gasilskih domov, sredstvo za nakup gasilskih vozil. Tako da ja, gasilci so temelj nekega, bomo rekli, neke varnosti v takih okoljih, kot smo mi, in je potrebno iti z roko v roki. Ceste, mostovi, s tem ima vaša občina vsako leto resne probleme. 2,3 milijona evrov namenjate za asfaltacije, podporne zidove, mostove. To je veliko. Ja, to je vzdrževanje cest. To je, vse ne gre za asfaltacije in podobne stvari. Gre pa skozi letno vzdrževanje samih cest, kar pomeni tudi košnja, čiščenje prepustov, sanacija makadamskih odsekov, asfaltnih odsekov. Ja, kot zmeri ponavljam, je problem naše občine, da smo pač v takih, bomo rekli, geografskih in geoloških pogojih, kakršnih smo, in naša občina rabi zelo veliko denarja za redno vzdrževanje samih cest, od zimske službe dalje. Poleg tega moram vedno poudariti tudi to, da naša občina rabi še približno dobrih 8 milijonov za odkup vseh cest, ki so kategorizirane. Se pravi, sem da orišem še enkrat ta problem, ko je država izvedla pred leti denacionalizacijo, je vrnila lastnikom, po večini je to ta primer, vrnila lastnikom parcele, na katerih so tudi kategorizirane občinske ceste, in te občinske ceste je treba pač spraviti v lastništvo občine, da je po vseh predpisih in zakonih stvar taka, kakršna mora biti. Trudimo se maksimalno, na letni ravni pa lahko le okoli 300 000 evrov zagotavljamo, tako da ta proces bo še trajal. Poleg sredstev je pa pri tej zadevi zelo važen faktor tudi sama priprava pogodb, dogovarjanje z lastniki, kjer imamo pa tudi z eno pravnico, ki sicer stvar upravlja zelo dobro in zelo vestno, imamo še vedno luknjo, pač kadrovsko, ki jo moramo zapolniti, da bomo lahko te stvari še hitreje izpeljali do konca. Se pravi, čeprav razumem, država je vrnila zemljišča, za njihov odkup mora pa občina poskrbeti.
Tako. Ampak vi niste dobili namenskega denarja. Občina ne dobi na to temo niti evra. Obnovili oziroma uredili boste dostopno cesto v Črnem Vrhu od ceste do šole. Tam je stanje res zelo slabo. Ja, tam smo v bistvu vse sprojektirano, dogovorjeno je z lastniki sosednjih zemljišč. V prihodnjih dneh gre ven razpis. V bistvu za posodobitev te povezave od glavne ceste do šole in za posodobitev trga v Črnem Vrhu. To bo enoten razpis v 2 sklopih, s katerim upamo, da do konca letošnjega leta pač uredimo te skoraj da nevzdržne razmere. Skoraj $500,000 namenjate tema 2 projektoma. Ja, verjetno bo pa še kakšen evro več v končni fazi. Ograja v Kosovelovi ulici je tako načeta od drje, da še sama sebe slabo nosi. Ograja je bila naročena, trenutno so še določene usklajevanja z javno razsvetljavo Ljubljana glede kandelabrov, tako da jaz mislim, da v začetku jeseni bo stvar tudi narejena. Most pri Renkovcu naj bi stal 153,000 evrov. Boste šli v ta projekt? To je bila prva ocena, zdaj nova ocena je kar nekaj nižja, tako da bomo na nekaj čez 100,000 evrih. Tudi za ta projekt je treba po zakonu izvesti javni razpis, ki bo tudi šel v prihodnjih tednih. Pač ga bomo dali ven zaradi tega, da pridobimo izvajalca. Občina je lastnica komunalne infrastrukture, tudi vodovodov. Ja. Obnavljali boste v Idriji, v Godoviču, Spodnji Idriji in na Vojskem, v Črnem Vrhu. Vodovodi puščajo, to je problem, ne? Ja, vodovodi puščajo, čeprav v prejšnjem letu smo kar velik korak dosegli s tem, da se je samo puščanje zmanjšalo za skoraj 10%. Tako da zdaj smo skupaj v občini pod 30%, kar se tiče izgub, ne govorimo o puščanju, ampak o izgubah. Ja, veliko nas dela čaka, predvsem na področju Godoviča, koder je veliko smo v zadnjih letih žal, bomo rekli, obnovili, kar precej pa bo še potrebno. Kar so po drugi zneski po raznih krajih, kar se vidi v proračunu, pa so vzdrževanja, se pravi določene zamenjave, manjše dograditve in tako naprej. No. Je pa, kar se tiče vodovoda, glavni izziv v prihodnjih letih graditev povezovalnega vodovoda Idrija-Ilični Vrh. To bo kar precejšen zalogaj. Za prvi del vodovoda imamo že, prvo fazo vodovoda imamo že gradbeno dovoljenje, za drugo fazo zaključujemo z odkupi zemljišč in s služnostmi. Predvsem pri vsem skupaj imamo veliko upanje, da bi lahko sredstvo za ta vodovod pridobili iz sredstva kohezije, čeprav imamo tukaj en velik problem, in sicer, da na celotnem sistemu tega vodovoda, tudi če povežemo še Godovič zraven in gore in dole in Veherče, kar je vse v kompletu v tem delu, nimamo 10,000 prebivalcev priključenih na ta vodovod. 10,000 prebivalcev je pa v bistvu pogoj prvi, da lahko za ta sredstva sploh kandidiraš. Tako da zdaj preučujemo možnosti, kako bi zadevo zapeljali skupaj s sosednjo občino Logatec, se pravi, da dobimo kritično maso ljudi. Da pušča vodovod, ki je star 100 let, je razumljivo, da pušča vodovod, ki je star pa 20 let, pa malo manj. A je kakovost teh gradenj primerna? Bom rekel, da če govorimo o Godoviču, tukaj ne gre za vodovode, ki so stari 20 let, ampak so stari dobrih 30 oziroma 40. V tistem času so se uporabljali tudi materijali samih, oziroma cevi takih materijalov, ki niso najbolj primerna za naše kraje. Druga stvar je pa ta, da se izvedbeno stvari niso izpeljale tako, kakor je potrebno, se pravi, da se same vodovode obsuje iz finim peskom in potem bomo rekli s tistim, kar si izkopal iz jame. Marsikateri, ko se danes gleda, je bil v tistih časih odkopano, položeno, zakopano, tako da ja, kar se jaz spomnim, mojih 20 let recimo, kar sem bil na komunali, so se stvari gradile tako, kakor je potrebno, kar se tiče pa prej, je pa marsikaj narejeno tako, kot ni prav.
Pa so ti izvajalci še poslovno aktivni, lahko odgovarjajo za škodo? Mislim, da po 30-40 letih je o tem brezpredmetno govoriti, tudi sami roki za kakršnekoli zadeve so šli mimo, tako da ja, popraviti jih bo treba. Nadzor gradnje je sedaj verjetno boljši. Vse, kar zahteva zakonodaja, so zunanji nadzorniki, za manjše zadeve pa pač imamo kader, ki je gradbeno izobražen in tudi lahko pogleda, če je stvar narejena pravilno. 258 000 boste namenili za divje točke v Krajinskem parku. Za kakšen projekt gre? Še nekaj več kot to bo v končni fazi. Gre se za vstopno točko, največji del tega je vstopna točka v Krajinski park. To je hiša hiša v Podroteji, na mestu, kjer se trenutno še podira tisti kozolec. To je pač lesena v bistvu stavba, ki bo pač neka točka, kjer boš lahko tudi prejel informacije za sam Krajinski park, bo pa še kar en lep, bom rekel, šopek dejavnosti tam, ki so podporne dejavnosti Krajinskemu parku in turizmu. No. V programu piše, da boste 2/3 potrebnega denarja dobili iz EU projekta. Ja, smo jih že dobili. Je to ta denar v bistvu pogodbe so podpisane, predvsem se nam mudi z izvedbo, ta razpis je ravno kar zunaj, zaradi tega, ker stvar mora biti praktično do novembra narejena, kar je sicer pri tem načinu gradnje lesenem povsem izvedljivo. Je bilo pa kar veliko izzivov s pridobivanjem gradbenega dovoljenja, soglasij vodarjev. Vemo, da je pač stavba na škarpi ob vodotoku, tako da ja, gradbeno dovoljenje zdaj je v bistvu že dober mesec v hiši, se pa peljejo še druge zadeve. Na področju stanovanj načrtujete preureditev dijaškega doma, zato naj bi namenili 510 000 €. Bo ta projekt letos zaživel? Letos nikakor ne bo šel v izvedbo. Zelo je tam pomembno pri, bomo rekli, samo proračunu, ko se ga gleda, da se tudi gleda, kateri so viri, tu so viri države, mišljeni sicer. Vedeti je pa treba, da pri samem dijaškem domu se je že več kot 2 leti so se ukvarjali samo z legalizacijo nekdanjega objekta. Kar en kup stvari je bilo v zgodovini narejenih na tistem objektu, ki jih je bilo treba zdaj, bomo rekli v narekovajih, legalizirati, da smo dobili za samo stavbo vso dokumentacijo, uporabno dovoljenje in zdaj iz tega se izhaja naprej pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo teh stanovanj. Do naj bi jih nekaj 12-14, kakorkoli, glede na tlori se lahko stvar še potem spreminja. Je pa cela stvar pogojena iz sanacijo celotne stavbe, se pravi, ne moramo iti mi samo v tista stanovanja, se pravi, stvar je treba kompleksno rešiti, tako da bo tudi približno ne bo samo 510 000 €, ampak bo nekajkrat toliko. V rubriki gradnja novih stanovanj pa imate zapisano ničlo. Ja, se jih ni na razpolago. Videli, da bo občina delala blok, mislim, da je težko verjetno. Čakamo pa, da bo kakšen od investitorjev naredil kakšno, da bomo mi tudi kaj kupili, sicer imamo v planu nakupe stanovanj, tako da poizkušamo kupiti tudi taka, ki se pač pojavijo na trgu. Predvsem pa glede skozi stanovanjsko strategijo, vsako leto probamo zagotoviti kakšno stanovanje več. V določenih primerih tudi bomo rekli, predelavo ogromnih stanovanj, ki so tudi po več kot 120 kvadratnih metrov veliki, recimo v 2 manjša, pa na ta način dobimo kakšno bivalno enoto več. V proračunu imate zapisano za nakup stanovanj 130 000 €. Ja. To je eno stanovanje, verjetno. Ja, ali pa 2 garsonjere, recimo. Ker videti moramo, da je povpraševanje največ po manjših in srednjih stanovanjih. Na področju zdravstva boste investirali v zdravstveni dom 1,7 milijona. Zakaj pravzaprav gre? Malenkost manj bo letos, je pa to zaključek
zaključek prenove tega starega dela zdravstvenega doma, ki je sicer zdaj bolj nov kot ne. Se pravi, italijanski del se je že pred dobrim letom oziroma 2 naredil do konca, zdaj se še avstrijski del dela tam noter, zdaj se dela še en povezovalni hodnik nov iz italijanskega dela v avstrijski del, dvigalo za dostop in pač ureditev celotnega tega avstrijskega dela, v katerem bi bilo pol v nadaljevanju bi bila medicina dela in športa in večino tega center za krepitev zdravja otrok in mladostnikov. Je pa ta zaključek tega iz selitvijo določenih dejavnosti iz tega, bomo rekli, novega zdravstvenega doma, ta rumenega, v ta del pogojena tudi s samimi premiki v zdravstvenem domu, logističnimi, da spodaj naredimo v bistvu prostor za SUC, satelitski urgentni center, ki naj bi ga Idrija pač dobila 100% investiranega iz strani države in Idrija bi bila tudi ena od teh satelitskih urgentnih centrov v Sloveniji. Država naj bi za ta urgentni center dala $500 000. Tako. 1,3 milijona za dokončanje obnove starega zdravstvenega doma, o čemer sva govorila, pol od tega zneska pa dobite iz državnega proračuna. Ja, tako. Tu so pač sredstva Ministrstva za zdravje, ki je pač glede na prebivalca občine bil določen in so fiksni in smo jih bomo dobili, ko bomo stvar zaključili. Na področju kulture imate kulturno dediščino in 155 000 namenjate za popravilo filmskega gledališča in ta denar dobite iz države. Je to tisti nesrečni vogal ali kaj drugega? Tisti nesrečni vogal bi bil že zdavni popravljen, če bi bilo pametno vreme, pa ni. Tako da jaz mislim, da se zdaj pred začetkom festivala Idrijske čipke bo stvar zaključena. Vedeti pa moramo, da imamo tam težave s pridobivanjem gradbenega dovoljenja, ker rabimo še soglasja prebivalcev sosednjih stavb oziroma sosednjega bloka, tako da še kar nekaj izzivov nas tam čaka. Ta problem je bil že lansko leto, pa v tem letu? Ga nismo uspeli rešiti. Malce je tudi na nas, ker pač imamo določene prioritete, ki jih potiskamo naprej. Predvsem prioritete so pa to, da tam, kudar nam kaže, da bi res imeli zagotovljena sredstva strani države ali Evrope, da pač tiste stvari, predvsem na pravnem področju, pripeljemo do tega, da bodo zadeve izvedljive. Rudniška dvorana torej ostaja še naprej v uporabi? Rudniška dvorana je do nadaljnjega še vedno, nažalost, osrednji kulturni objekt. Mislim pa, da bomo hitreje lahko zadeve speljali v Spodnji Idriji, tam imamo tudi projekte in tudi v bistvu čakamo na gradbeno dovoljenje oziroma bomo ponovno zaprosili za gradbeno dovoljenje. Tam so se nam zadeve iz bomo rekli, dedovanji v sosednji hiši malce zategnile, tako da ja. Lahko rečem, da v Spodnji Idriji bi lahko zadeve prišle hitreje do izvedbe kot v Idriji. Jožefov jašek, ta v zadnjih letih počasi dobiva neke nove vsebine. Jožefov jašek gre, bi rekel, stavba jaška in stavba strojnice gresta zdaj v poletju že v izvedbo statične sanacije. Tam so bila tudi pridobljena sredstva iz strani države, iz strani Ministrstva za kulturo, tako da približno polovico sredstev državnih, polovico naših bomo zadevo spravili do tega, da bo ta del kulturne dediščine, bomo rekli, trden in vsaj na zunaj izgledal v redu. 430 000 naj bi ta projekt stal. Tako. Športni objekti, že prej ste omenili Modro dvorano, ta je res potrebna obnove? Ja, Modra dvorana je osrednji športni objekt občin. Kot sem že prej dejal, če ne dobimo razpisa oziroma sredstva na državnem razpisu, bomo prihodnje leto morali oziroma bom predlagal v proračun zadolževanje za sanacijo Modre dvorane in športnega centra. Od te dvorane je praktično odvisno, bom rekel, 3/4 športa v občini plus
športna vzgoja osnovne šole Idrija, tako da je stvar nujno potrebna investicijskega vzdrževanja. Poleg tega imamo pa še v planu sanacijo oziroma posodobitev samega stadiona v Idriji. Tam si je tudi v bistvu projektant vložil dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Potrebnih bo kar še nekaj dopolnitev oziroma prilagoditev, tako da jaz upam, da v doglednem času pridemo do gradbenega dovoljenja, ki je pa pogoj za to, da lahko stvar premaknemo iz te točke, kot je zdaj. Na stadionu govorimo predvsem o dveh stvarih, o razsvetljavi, ki bo omogočala trening tudi v tistih temnejših mesecih in tem, da se na stadion da umetna trava, kajti več kot 150 otrok in odraslih, ki trenutno trenirajo nogomet v Idriji, v bistvu to naravno zelenico, ki je zdaj tam, tako bomo rekli uničijo, da je nemogoče to stvar vzdrževati v dobrem stanju. Se pravi, rešitev glede na to, da v Idriji nimamo prostora za drug objekt, kjer bi lahko imeli še treninge, je rešitev umetna trava. Se pa pogovarjamo tudi o možnostih, ki je vzpostaviti eno manjše igrišče, ampak to je vse bolj na nivoju želja in dogovorov z lastniki, državo in tako naprej. Javna razsvetljava na objektu bi podaljšala treninge tudi v pozno jesen. Tudi v zimo. Se nikjer ne piše, da se nogometa ne špila in trenira tudi pri nižjih temperaturah, tako da pač, če niso res ekstremne zime, se da stvar trenirati, se pravi, se da nogomet trenirati zunaj skoraj da celo leto. Za reševanje najnujnejših problemov imate v proračunu tudi tako imenovano rezervo. Ja, imamo, ampak je pač zakonsko določeno strani države. Zdaj ta trenutek točno, ne vem, pa mislim, da je nekje med 150 in 180 tisoč evri. Treba je povedati, če pride do večjega neurja in so neke nujne stvari v tistem trenutku za narediti, se ta sredstva tudi zelo hitro porabi, tako lansko leto, kot tudi že večino leteh oziroma vsa, kar jaz vem v letošnjem letu, ker je bilo potrebno narediti tudi sanacije z neurja v oktobru lanskega leta, za kar pa država še ni dala nobenih sredstev. Pri virih sredstev omenjate državo, vidim, dobro tretjino ste pridobili iz državnega in evropskega proračuna, 2/3 iz lastnih sredstev namenjate za te investicije. Nekatere občine so pri pridobivanju evropskih sredstev uspešnejše. Definitivno. Verjetno pa so te občine tudi iz vzhodne kohezijske regije, ki ima kar veliko več možnosti črpanja sredstev za razne projekte in dejavnosti. Predvsem recimo meni je ena ključnih neumnosti, bom rekel, da recimo kulturnih objektov se v zahodni kohezijski regiji, kjer smo mi iz kohezijskih sredstev, ne da ne obnavljati, ne graditi, v vzhodnem pa se da. Tako da spet smo pri temu, da statistično, glede na to, da je Ljubljana v naši kohezijski regiji, smo, bomo rekli, da je naša mrzla rupa pa ljubljansko Tromostovje sta statistično razvita enako. Sedaj, ko boste imeli 2 poslanca, bodo poti do Ljubljane morda krajše? Jaz močno upam, da bomo imeli 2 poslanca, ker če jih bomo imeli, bomo sigurno v parlamentu bolj glasni vsi skupaj kot občina, bom rekel, kot smo bili do sedaj. Ko vam zmanjka denarja, lahko greste na banko, na primer, ne? Občina je zadolžena za 4,5 milijona evrov, ampak tako ste nekje v povprečju na 101. mestu od 210 občin, 400 evrov na prebivalca. Ja. Tu je v bistvu, imamo še kar precej rezerve, ni pa smisel vsega, da se zakreditiraš do konca, tako je doma, kakor mora biti tudi na občini, se pravi pri razpolaganju sredstvi, z javnimi sredstvi. V lanskem letu ste odplačali glavnice teh kreditov v višini 500 000 evrov, novih kreditov pa niste vzeli. Zakaj?
Lani je pač določenih projektov niti nismo mogli iti v izvedbo zaradi samih neurij in vsega, kar se je potem dogajalo. Tako da ja, lansko leto zadolževanje ni bilo potrebno. V planu ga imamo letos, ampak če bo sredstev dovolj, se pravi, bomo zopet probali iti v smeri nezadolževanja in pač si puščati to možnost za večje projekte. Likvidnost proračuna ni bila ogrožena. V lanskem letu, ob koncu leta, na Silvestro ste imeli na računu 2,5 milijona. To vam je verjetno povedala naša računovodska služba. Jaz osebno niti nisem videl, koliko imamo. Videl sem pa, da smo v dobrem stanju in da imamo pokrite praktično vse račune, ki so potrebni in še nekaj sredstev, da se da razmišljati o zadevah za naprej. Po ukinitvi krajevnih skupnosti pred leti so te dobile svoje postavke znotraj občinskega proračuna. Tudi tam se je izkazalo, da so krajevne skupnosti varčne. Ja, krajevne skupnosti so varčne, moram reči, krajevne skupnosti se avtonomno odločajo o tem, zakaj bodo tista sredstva, ki so za določeno stvar namenjena, porabila oziroma kdaj jih bodo porabila, tako da marsikatera krajevna skupnost malce taktizira, da kakšno leto kaj ne porabi, pa potem bi rekel, prihrani ta denar za kakšno malo večjo zadevo, predvsem infrastrukturno v kakšnem prihodnjem letu ali dve vnaprej. 6. leto ste župan občine Idrija, ste sredi drugega mandata. S kakšnimi občutki? Ja, predvsem moram reči, da je vsak dan županovanja je nov izziv. Vedno več jih je, čeprav bi bilo verjetno bolje, da bi jih bilo vedno manj. Moram pa reči, da v zadnjih letih predvsem ugotavljamo to, da se ljudje bolj zavedajo, kaj je njihova pravica, malce manj se pa zavedajo, kaj so njihove dolžnosti, tako da imamo en kup zahtev, en kup, bomo rekli, želja, mi jih, verjemite mi, poizkušamo v največji možni meri realizirati, je pa cela vse, kar se tiče realizacije, odvisno od sredstev. Tako da sredstva v prvi vrsti in tudi dovoljenja strani ministrstev, predvsem pri gradnji je veliko zahtev po tem, kje bi se, kako bi se. Tukaj so pa ministrstva zelo restriktivna, tako da ne moramo lih vsega tistega izvesti, kar si ljudje želijo. 22. junij je v občini Idrija praznik. Kaj bi sporočili našim gledalcem? Jaz bi rad predvsem rekel, da naj se prebivalci oziroma vsi prebivalci se zavedajmo tega, da živimo v enih krasnih krajih. To nam povejo po večini tisti, ki od drugje pridejo k nam, sami se, nažalost, mislim, da ne zavedamo tega popolnoma, da v teh krajih, kjer živimo, nimamo prav vsega, kot imajo tisti v velikih mestih, imamo pa večino tega, predvsem pa iz lastnih izkušenj lahko rečem, življenje ene družine z majhnimi otroki si je zelo lažje organizirati v naših krajih, kot nekje izven, bom rekel, v velikih mestih. Tukaj smo kakorkoli na par minut do vrtca vsi, na par minut do šole vsi, imamo, bomo rekli, dobro zdravstveno oskrbo, tako da jaz želim občanom občine Idrija, da ne da ostanemo tako, kakor smo, da se stvari še zboljšajo, ampak s tem zavedanjem, da smo že zdaj bi rekel, v dobrem bivalnem okolju. Ob prazniku boste nagradili tudi najboljše, ki so nagrad in priznanj deležni. Koga vse? Ja, kakor vedno. Imamo Pirnatovo nagrado, imamo Mrakovo nagrado, imamo nagrade občine Idrija, imamo nagrado za mlade ustvarjalce in tudi častnega občana. In letos tudi častnega občana ponovno, tako da na svečani seji 21. junija v Črnem Vrhu bodo tudi svečano razglašeni in jim bodo podeljene listine. Tomaž Švencel, župan občine Idrija, hvala lepa za ta pogovor, hvala za obisk v našem studiu in uspešno delo vam želim.
Hvala lepa tudi vam. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.